Kam pobegniti iz stresnega, hektičnega vsakdana, da si napolnimo baterije in sprostimo glavo? Kje bi bilo popolno pribežališče za preživljanje vikendov in dopusta? To se je spraševal tudi naš naslednji gostitelj, ki pa je hitro našel odgovor. Na Gorenjskem, v Gozd Martuljku, je kupil parcelo, na katero je postavil počitniško hišo, vredno vse pozornosti. Do njega sicer od stalnega bivališča loči 130 km vožnje, ampak kaj je to v primerjavi z idilo, s katero je na koncu nagrajen? In danes ste v to idilo vabljeni tudi vi. Tale hiška pa nas spominja na sramežljivo gospodično. Svojo z lesom prežeto notranjost namreč skriva za tole leseno pahljačo žarkov in mimoidočim buri domišljijo in se na to sprašujejo, le kaj se skriva v notranjosti. No, vi boste to izvedeli že v naslednjem hipu. Matej, vi ste sicer iz Izlak, iz Zasavja. Povejte nam, kako ste prišli semle v Gozd Martuljek, na Gorenjsko? Ja, vikend oziroma počitniška hiša v Zgornji Savski dolini je bila od nekdaj moja želja zaradi pohodništva, planinarjenja, zimskih prireditev, ki jih je tla kar veliko, Planica, Pokal Vitranc, pa ponovno zgleda še Zlata lisica, se seli v Kranjsko goro, tako da je razlogov več kot dovolj. In ste imeli že kakšne izdelane želje, kakšno hiško si točno želite? Niti ne, no. Sama hiška se prilagodi na lokacijo, kje bo postavljena. Predvsem, ko sem videl prvo, da je dejansko tik pod špikom, prva želja mi je bila, da je hiša obrnjena na špik, ne. In potem, ko ste se lotili gradnje, kateri so bili glavni izzivi? Kaj je tisto, česar se boste najprej spomnili? Oddaljenost od mojega doma, oddaljenost od gradbišča, 130 km, ni malo, zastoji na cestah pa to. Ja. Prvi izziv je bil sigurno, no, smo z gradbenim birojem dorekli, da najdemo izvajalce, ki jim lahko zaupamo, ne, da vemo, kaj počnejo. Zaupali so izkušenim zasavskim delavcem, ki so jih za 3 delovne najintenzivnejše mesece nastanili na Jesenicah. Sama gradnja 186 metrov velike hiše pa je potekala dobro leto in pol. Pri tem so sledili načrtom arhitektke, ki je morala obliko objekta prilagoditi na ozko, nagnjeno parcelo. Živa, nahajava se v res čudovitem in kar konkretnem počitniškem objektu, 200 kvadratnih metrov približno. Kateri so njegovi glavni poudarki? Eden glavnih poudarkov je bil pač predvsem ta umestitev tega objekta v ta niz obstoječih starejših hiš. Zdaj, druga zadeva, ki smo jo upoštevali pri umeščanju objekta, je bila nagnjena parcela. Objekte smo postavili terasasto, zato da smo na strehi terase lahko uredili nek vrt in podaljšek bivalnega prostora, da se človek v tej počitniški hiši sprosti, odklopi misli od vsakdana, tako da to je bilo nekako vodilo zasnove te hiše. Drugo vodilo pa je bil les. Čeprav je hiša zidana, je lastnik želel vanjo poleg betona in opeke vkomponirati čim več lesa. Ja, od začetka sem se že odločil, da hiša ne bo lesena, ampak želja mi pa bila, da bi zajemala čim več lesa, ne. Strope, rečemo tudi fasada na severni strani, kamin, pa itak savno, ko pa še v ta okoliš. Okna, vsekakor, okna so lesena, ne. A to, da ste si želeli biti obdani s toliko lesa, je to kakšna posebna zgodba oziroma poseben razlog? Tudi sam izdelujem cepilnike za drva in mi je les kar povezan sem z njim, no, bi lahko rekel, no. Ja, v hiši smo uporabili kar precej različnih vrst lesa, recimo strop je iz smreke, uporabljena je masiva hrast, medtem ko pohištvo je tudi iz hrastovega furnirja, tako kot vrata. Zdaj okna so tudi, oziroma okenski okviri so les alu iz smrekovega lesa, zunanja fasada pa iz sibirskega macesna, medtem ko tudi spodnja terasa in ta terasa pa sta iz lesa kumaru.
Kaj pa tiste male klubske mizice, pa neki detajli iz nekega starejšega lesa, imajo kakšno zgodbo? Zdaj te dotične mizice in pa element pri kaminu, ta leseni element pri kaminu je iz istega lesa. Te so pravzaprav narejeni iz nekega starega kozolca, iz Trbovelj, in skozi leta je ta les dobil čudovito patino in pa različne sledi uporabe, ki v sebi skrivajo verjetno čudovite ali pa različne življenjske zgodbe. Poseben lesen značaj hiši daje tudi njeno pročelje, predvsem balkonski del z markantno pahljačo lesenih letov. Ta pahljača, oziroma mi smo jo poimenovali pri zasnovi, oziroma pri projektiranju, so bili to nekako žarki. Kakor neki sončni žarki. Oziroma zasnova te ideje je nastala zaradi teh velikih steklenih površin in tega občutka zasebnosti nekega uporabnika noter v objektu. Zato smo rekli, da na to frontalno fasado rabimo umestiti neko kakor zastirko. In je tako nastala ideja o nekem arhitekturnem elementu na tej frontalni fasadi. Zdaj, ti žarki so narejeni iz lesa, iz masivnega lesa smreke, zaščiteni, tako da ne bojo, oziroma da hitro ne posivijo in da se pač les ne razpada. Hišo poleg žarkov obdaja še močna pločevinasta streha, ki deluje kot zaščitni kokon. Znotraj pa se odpre minimalističen, sodoben in hkrati topel ambient. Objekt je v 3 etažah, vhod je iz pritličja, kjer imamo na južni strani umeščen bivalni prostor s kuhinjo, dnevno sobo in izhodom na teraso. Na zaledju, na severni strani je umeščena spalnica in kopalnica. Nato se sprehodimo po stopnicah navzgor, kjer pridemo v zgornji bivalni prostor z balkonom in z razgledom. Na severni strani te etaže pa sta umeščeni 2 spalnici in kopalnica s savno. Zanimive so pa tele stopnice, ki so narejene iz masivnega hrasta. Je bil prav izziv jih sprojektirati, saj so na zelo majhni površini. Želeli smo pa narediti kar se da udobne. Neka poanta teh stopnic je tudi, da pri vzponu zgor do galerije se pravzaprav strmo vzpenjaš in ko prideš do najvišje točke, imaš najlepši razgled na okolico na gore. Aha, kakor vzpenjanje v hribe, ali kaj? Tako. Pa še zajno ima človek. Res je. V interjerju so se poigrali z različnimi tapetami. V srednji etaži so z njimi ustvarili odsev gozda, smrek za sproščujoče vzdušje, medtem ko je v spodnji etaži fototapeta smučarja, ki popelje navzven v naravo. Kako ste pa razmišljali pri snovanju vrta oziroma okolice tele hiške? Vrt ni ravno velik, ampak smo želeli na tej majhni kvadraturi urediti čim več manjših kotičkov za druženje, za sproščanje. To smo pač na teraso umestili masažni bazen, neko tako veliko gugalnico in pa na strehi garaže, kjer je zelena streha, smo umestili kurišče. Vse skupaj, celoten objekt pa je obdan številnim rastjem. In zdaj, ko bivate obdani s toliko lesa, a bi rekli, da je to posebna bivalna izkušnja? Kako se počutite v tej hiši? Ja, vsekakor je posebna, ker je veliko topline, vonj je prijeten, toplo bivanje, vsekakor, ja. Je drugačen kakor v klasični betonski gradnji, no. Se mi pa zdi, da je tukaj kar malo vprašanje, česa se človek bolj veseli, ali zime ali poletja v tako lepem ambientu. Ja, res je. Zima itak smučanje, zimski športi, polet pa kolesarstvo, planinarjenje, jezero Jasna, kopanje za pogumne. Les okoli hiše in kot del njene notranje opreme. To je najboljši recept za beg od hitrega načina življenja in povezovanje z naravo. Ali kot pravi naš gostitelj, lesen interjer me navdaja z mirom in občutkom domačnosti. Večinoma pridem v Gozd Martuljek ob vikendih, včasih pa ne zdržim in tudi kar med tednom, takoj po službi, pobegnem sem gor.